vesel sem, da ste se odzvali takmu lepemu dogodku, tako da hvala organizatorjem za povabilo, za, kako ne rečem, dobro voljo, da se zberejo ljudje tukaj, ki jih zanima nekaj, kar gre preko meja. Zdaj, govoriti o Tesla metamorfozi je mogoče fajn, če na začetku malo, ste se že kdaj slišali to ime Tesla metamorfoza? Ja? Ne? Ja. No, pa bom na hitro malo povedal o tem. Zdaj, tukaj z mano so tudi kolegice, Rina Dorenik je pripeljala Tesla metamorfozo pred 15 leti v Slovenijo, za kar smo ji vsi neskončno hvaležni. Res To so velike stvari, ko nekdo se odzove na nek klic, najprej Rina, pa potem vsi drugi praktiki, ki smo sledili temu. In tisto, kar je lepo videti, je, da stvar deluje, ker drugače ne bi bilo Rine še vedno tukaj, drugače ne bi jaz to počel že 13 leto. Seveda si služimo kruh s stvarmi, ki so popolnoma druge narave, ampak nekateri so dovolj pogumni, da gredo tudi v to vodo profesionalno. Tisto, kar je lepo pri Tesla metamorfozi in navdušuje znova in znova je, da odpade diagnostika. Kar pomeni, saj veste, kaj pomeni diagnoza? Veste? Diagnoza pomeni diagnosis. Dva, ki ne vesta. Nekdo, ki ima težavo in drugi, ki ima izkušnje. No in pri Tesla metamorfozi fino, da tega ni potrebno razkrivati. Se pravi, pridete, ste bitje, ki potrebuje vzpostavitev ravnovesja, mogoče nek osebni razvoj, stopa na pot novih doživetij, se uči reči sebi ja in komu drugmu ne. To je pot, ki je zelo zanimiva in ko stopimo na njo, je edina prava. In Tesla metamorfoza je na tej poti izjemnega pomena, ker je začutila Rina pred 15 leti, pa mi pol hitro za njo. In se trudimo, da stvar začne živeti bolj široko. Zakaj? Ker Tesla metamorfoza ni samo igra besed Tesla, ki je zdaj zelo popularen. Takrat Rina ni bil še tako zelo popularen. Danes si ga je na avtih nalepljenega, povsod. Skratka, želel bi povedati, da to ne pomeni zlorabo imena. Tesla se v našem imenu pojavlja iz razloga, ker gre za potrjeno prisotnost Tesla Love pri praksi. Kako to vemo? Vemo na ta način, da smo nekoč so spremljali znanstveniki v Beogradu na univerzi delo alternativnih terapeutov in ugotovili, da Anja Petrovič dela s Tesla valovi. Tesla valovi so valovi druge fizike, ne te, kar mi poznamo. Mi se gibljamo v elektromagnetnih valovanjih, takšnih in drugačnih. Velika večina zdravilnih metod se suče okrog elektromagnetnih valovanj. Tesla valovi pa za razliko od teh ponujajo še neko dodano vrednost, kar pomeni, potujejo tja, kamor jih potrebujete vi kot bitje, ne tja, kamor menite, da bi prav, da gredo, da je prav, da gredo, ne tja, kamor Bog ne daj bi menil praktik Tesla metamorfoze, da bi morali iti, ampak čisto preprosto tja, kjer je prostor zanje, tja, kjer jih pričakujete. In to je zelo pomembno. Ker odpadejo zdravila, ker odpadejo diagnoze, ker odpade je prav in ni prav in začnemo čutiti, da je pomembno, da znova rečemo sebi ja. Zato se vam zdi. Ja? Sebi reči ja, posledično nekomu ne, je največ, kar lahko storimo v življenju, da se ponovno prebudimo v nekaj novega in gremo po poti naprej. In tisto, kar je pomembno pri Tesla metamorfozi reči, da je zelo širokega spektra, ker če valove uporabljamo v te namene, jih lahko uporabljamo na več načinov. Imamo 3 pristope, a sem prehiter, se da slediti. Ok, imamo 3 pristope. Tesla metamorfoza zdravja, jo bo kolegica Jerneja Šimenc, ki je aktivno udeležena že od leta 14, sem se prav zapomnil, tudi pomagala pri šolanjih Anje Petrovič, se pravi, ona bo tukaj praktično prikazala na enem od vas, če si želi seveda, kako izgleda seansa. Kaj pomeni? Mi se odzovemo tako, da rečemo, rabim pomoč, čutim, da nekaj ni v redu, želim si stopiti na novo pot, lahko zbolim, ne delam nekaj prav.
Vem, da mi ni dobro. To so tisti stavki, ki nas lahko pripeljajo k Tesla metamorfozi in izkušnji leti. Kaj se zgodi? Uležete se na mizo, odpadejo stroji, odpadejo mašine, presoje, diagnoze. Vi samo počivate v polju zdravilnih frekvenc, ki vedo, kaj je za vas dobro. In za vas je dobro to, da znate živeti, preživeti ne samo sladkost, ampak tudi kisel del življenja, da ste inovativni, ko pride do stisk in da jih znate dobro rešiti. Se pravi, da izbirate prav. Drugi pristop se izvaja mal bolj, ima tak mal mističen priokus, ker ga delamo tako, da Tesla valove uporabimo na način, da pomagajo pri komunikaciji z vašo dušo. Se pravi, ne boste verjeli, tako kot telo ima tudi duša sposobnost, da se sama pozdravi. Pomagamo ji na ta način, da naredimo zapis razgovora z njo, to stori terapevt in vam damo v branje. In ko vi iz nezavednega polja prenesete stvari v zavedno polje, je duša na vrsti, da se začne zdraviti. Ne? In pri tem zdravljenju, takem in drugačnem, je pomembno tudi povedati nekaj. Nekaj je zdravljenje, se pravi, se orežimo, se pocelimo, ne? Nekaj je pa celjenje. Celjenje pa pomeni, da smo spet celi v smislu tudi energiji. Se pravi, ta pristop je energetski in nekako omogoča, da se mi kot bitje prebudimo, znova postavimo, sidramo in gremo na svojo pot k sebi, končno v tej družbi, ki je polna znanja, kako morate ostale ignorirati. Tisto, kar je fajn zvedeti, po vsem tem je pa nekaj. Ko mi začnemo iti na tak način k sebi, se zgodi pa nekaj presežnega. Spoznamo, da smo delček vseh nas. In odpade en kupenih potreb po samodokazovanju, po jaz, se veste, to se danes zelo spodbuja, ker pomeni, da je treba trg nahraniti, ne? In ste preprosto samo to, kar ste. In ko ste lahko to, kar ste, se zgodi kaj? Prižgejo se luči v očeh, svetloba postane naše vodilo in odločamo se po srcu. Pa da ne bom kičast, to ni vedno lahko. Imamo pa notranje vedenje, da je to edino prav. Okay. In imamo potem še tretji pristop. To pa pomeni, da vi pridete enkrat v življenju za 2 zaporedna dneva na terapije, ki so namenjene temu, da se spremeni vaš, kako ne rečem, stopna razvoja, na kateri ste. Z dovajanjem svetlobe in vključno s Tesla valovi se zgodi nekaj. Mi začnemo nadaljevati pot ozaveščanja navzgor, zaradi tega se prebujamo, zaradi tega gremo k sebi, zaradi tega gremo v naslednjo fazo. Ker iz bube v metulja je proces. In ni zelo fajn, da se vmes ustavimo. Se pravi, fajn je, da si dovolimo biti to, kar smo. In jaz bi zdaj mogoče vas povabil, če je kdo interesent, da se odzove za na terapevtsko mizo. Ma kdo? Lahko? Izvolite. Okay. Živo. Tukaj boste lahko izkusili in kot gledalci doživeli, kaj počnemo. Se pravi, gospa se bo usedla na mizo, ulegla na mizo in zaprla oči. Zdaj tisto, kar je pomembno, je samo to, da smo sproščeni, da smo lahko tukaj in zdaj. A vam bo udobno? Ok, uživajte. Stvari potikajo brez naprav, brez dotikov, brez pametovanj. In zdaj se najbrž sprašujete vprašanje, tako kot se ga vsi vprašamo, kako vemo, da stvar deluje? Potem, ker imamo vsi, ki si to umislimo, da se zberemo pogum in naredimo korak naprej, podobne reakcije. Prva reakcija pri zaprtih očeh je, boste tudi sami opazili, če boste pozorno gledali, da začnejo oči migetati. Se pravi, naše telo gre v REM fazo, ki je značilna za globoko spanje.
če želite, se lahko približate. Kar izvolite. Kar pogumno naprej. Se pravi, učke vidite, začnejo migatati, kar pomeni, da gre telo v REM fazo. V REM fazi pomeni, da sledi globoka sprostitev. Druga stvar, ki se spremeni, je ritem dihanja. Dihanje se umiri, včasih za šok terapevta celo ustavi za kakšno minuto, pa vendar je vse tako prav. Včasih se zgodi celo, da se zgodi neko puhanje, temu rečemo tako zato, ker izpuščamo tako, kot da bi nam odleglo neke zvoke. Lahko smo popolnoma mirni, lahko nas razmetava. A greš ti, pridi k meni, ne naš tako daleč, Rina. Ti, imaš pod nadzorom. A svet deluje. Skratka, lahko se dogaja vse sorte, lahko slišimo glasbo, lahko vidimo film. Naša edina dolžnost je, da smo sproščeni in da to opazujemo, ker vse to nam pomaga, tako kot v nekih sanjah, ko se prebudimo, ko spet se usedemo nazaj v ta svet, da svoje zaznave mogoče s terapeutom opišemo iz razloga, kjer je tako podobno kot s sanjami. Ko mi nekaj spregovorimo, ostane odtis v naši zavesti. Seveda se lahko delajo zadeve tudi nadaljavo, kar pomeni, da če so stiske velike, da so ljudje daleč, da ne morejo si vzeti tega trenutka, da pridejo do nas, se lahko počne to tudi nadaljavo. Podobno, usedete se nekam, kjer vam je udobno in si vzamete čas zase. Zdaj, same seanse je treba povedati, da so tudi lepe zato, ker ne potrebujete vračanja. Izkušnje vam kažejo, da povratnikov ni. Torej, če terapija prime, se ne bo potrebno še enkrat oglasiti. In to je zelo dragoceno, ker najbrž poznate reiki in podobne zadeve, ko se ljudje naročajo tako kot frizerjev, ko spet zapeče, pa gremo še enkrat. Tukaj povratnikov dejansko ni, ni jih v moji praksi, mislim, da tudi v tvoji ni povratnikov na temo, se pa ljudje vračajo, ker nadaljujejo pot, se srečujejo z novimi izzivi, pa vendar ne smemo hkrati tudi zavajati, da vsem prime, tako kot ne vemo, zakaj prime, se zgodi, da komu tudi ne. Zato se mi zdi, da je prav, da dejansko razumemo, da je 3-krat dovolj in da se potem oceni situacija, da ne pride do izkoriščanja, ker ta vidik finančni mogoče premnogokrat zamolčan, pa vseeno pomemben. To so tako dragocene stvari, da dejansko ni prav, da bi to izkoristili, se pravi zaupanje tistega, ki prihaja k nam po pomoč. Mnogi so zaradi tega, ker ni treba povedati, po kaj so prišli, strašno razbremenjeni. To je fino, ne? In začnejo mogoče šele na 3. seansi pripovedovati, zakaj so se oglasili, kaj se jim dogaja, kakšni so naslovi stiske, ali pa so preprosto pomirjeni, ker so prišli na obisk k sebi, če se zelo sočno izrazim. Kar je pomembno, se veste, včasih si rečemo, vedela sem, pa se nisem odzval v svoji notranji misli. Da se ukrepite v tem, da si začnete spet verjeti, je tudi potreben nek premik pri sebi. Zdaj, če vas karkoli zanima še posebej, kaj, kako, kaj kaže praksa, jaz vas s kakšnimi zgodbami ne bi obremenjeval ali pa razveseljeval, ker lepota Tesla metamorfoze je ta, da jo dela lahko vsak, ki ima čiste in jasne namere in je pač opravil tečaj šolanja, zato ker se mi zdi, da je prav, da neke osnove dobimo, da se seznanimo s tem načinom. Tisto, kar si želimo, mi dva sploh, da bi bilo še več učiteljev, da bi bilo še več znanja, ker kot ste opazili, tukaj ni strojev, ni mašin, niste vezani na karkoli drugega, razen na to, da si vzamete čas in si rečete ja. Tako da, ko pa vidimo učinke, smo dejansko, jaz sem vsakič znova presenečen, da stvari tako dobro delujejo. Nisem vam še več povedal o tem 3. delu, se pravi Tesla metamorfozi svetlobnega telesa. Se pravi, ko mi potujemo v tem, da se naša zavest dviguje, se zgodijo neki premiki v nas samih,
ki so izjemno pomembni. Delo terapevta v tem primeru je samo to, da nam pomaga speljati energijo tokrat ozaveščeno skozi telo, se pravi po energetskih poteh in energetskih vrtiščih, ki jih poznamo kot čakre. Ker, ko imamo to pretočno, ima telo možnost, da normalno sodeluje z nami. Jaz mislim, da se bo pojavila tudi neka sprememba, ki jo že čutimo v praksi. Se pravi, telo ne bo več samo pojem lepega, to, kar je danes moderno in se nekako izpeva, se veste, rezanje na dolgo in široko, podpiranje, ne vem, pustimo zdaj to industrijo, ampak hočem reči, telo bomo počasi začeli razumeti kot vozilo, za katerega je dobro skrbeti. In jaz mislim, da bo veliko pristopov onemelo, zato ker bojo enostavno ostali brez naročnikov, ker ko je telo če smo mi prijazni s telesom, bo tudi telo prijazno z nami in siguren se je dobro voziti v dobrem avtu. Tako da jaz mislim, da prihodnost bližnja bo v tej smeri. Se pravi, v smeri ozaveščanja našega telesa kot vozila in dejansko se fokus, kako skrbeti zanj, začne spreminjati. Kot vidite, se je gospa čisto umirila. Lepota je, da ni treba nič pomagati, biti je treba samo tukaj. In se že veselim, kaj bo imela povedati, ko se zaključijo stvari. Tudi Jernej je v fokusu, kot vidite. Nekoč je prišla k meni ena gospa in je rekla, se uleže, jaz naredim terapijo in pravi, poslušajte, dragi moj fant, nič ni bilo. Sem rekel, res? Ne, da vam nekaj povem, prav jezna sem, nič ni bilo. A vi to veste, kaj to pomeni? Nič ni bilo. Sem rekel, lejte, jaz nisem na tem, da sodim. Moje edino delo je, da sem prijazno za vas tukaj, vse se razumemo, a ne? Ja pa pravim, ampak vi mene res ne zastopite, nič se ni zgodilo, nič nisem slišala, me sprašujete, če sem videla kakšne barve, nobene barve nisem videla, a ste kakšen film videla, nobenega filma nisem videla in da vam povem, nisem bila ne lahka, ne težka, jaz sem sam tukaj in sem jezna. Sem rekel, zdaj vas moram pa vseeno pobarati, zakaj ste pa tukaj? Zato, ker ne najdem miru. A dela ali ne dela? Kaj menite? In potem je začela jokati, začuda od sreče. Je rekla, se opravičujem, sploh nisem vedela, kako mir izgleda. Kdo prihaja? Prihajajo vsi. S takimi in drugačnimi težavami, nekaterim jaz rečem celo energetski turisti. A s prklemno že bila? Ne. Ampak tudi to je najbrž prav. Prihajajo tudi ljudje, ki so v velikih stiskah, ljudje, ki se ne slišijo, pa čutijo šepet. Prihajajo ljudje, ki zaključujejo svojo pot. In mislim, da je prav, da se na tem mestu poudari tudi to, da so vsi dobrodošli. Ker naša realnost pomeni tudi to, da vsi, ne bom rekel vsi, ker bi bil žaljiv, večina umira osamljenih samih. In to ni to, za kar se borimo. Skratka, vedno je priložnost. Tisti, ki so na zadnji poti, se poslovijo lažje in lepše. Tisti, ki mislijo, da so na zadnji, se včasih prebudijo. In vse je prav. Tisto, kar je lepota Tesla metamorfoze, ki zato rabi postavljenega človeka in tlele se mi zdi zelo dragoceno, da si tukaj Irina, ker, a veste, tisti, ki delamo Tesla metamorfozo, moramo ohranjati otroka v sebi. Da je veder, da je vesel, da rad živi, da ne dopustimo, da radost izginja. Srečujemo se z veliki izzivi in da vas slišimo, se veselim. In to je to, kar je tisto, kar nas žene, da vidite, kako je lahko stvar enostavna in deluje. A vas lahko malo zaslišimo, gospa? A boš ti? Povejte, kako ste občutili ta dogodek? Jaz bi tako povedala, da enostavno nek mir se je res naselil. Seveda ste mi skozi skakal v besedo, mislim v misli, ampak nič hudega.
valovanje pa na tej liniji, da se v bistvu telo, ko bi bila na vrhu vode, ne, neko valovanje je bilo. Začutila sem določene točke v kolenu, na telesni ravni, kot zdravljenje, bom rekla. Potem v bistvu mir, no. Največ to. Mir, da sem zrak. Energija zraka, povezava samo s sabo. Res ni bilo filmov, ker se nisem tukaj odklopila, lahko bi se mogoče še bolj v miru samem, ampak bistvo je bilo, neka toplota se je čutila, nisem gledala, ampak vedela sem, kako deluje v bistvu na mene, na energijsko polje. Je pa ena druga zadeva, da sem v bistvu čutila, kako se iz mojega avričnega polja čisti tema. Ne? To pomeni, tisti delčki, kjer niso primerni bili za mojo postavitev, so se odstranili. Ker tudi včeraj se mi je en dogodek naredil tak nek strah, adrenalin, se je danes pobral ven, da ni tisti delček mene ostal tam. V redu, tako da hvala, ko ste gledali. Hvala tudi vam. No, zdaj vidite, da nič ne vidite. Lepota tega početja je, da ko dosežemo, da smo brez pričakovanj, hvala vam še enkrat za pomoč, tudi tebi, Irneja, se pravi, vse ostali ste vabljeni tam na točko, danes smo za vas tam, kdor bi želel priti kasneje, imate tudi možnost, da se dogovorite za randije, imamo spisek, na katerega se prijavite in vas z veseljem kontaktiramo. Predvsem je pomembno to, reči sebi, ja, v današnjem času se mi zdi, da je ena mala umetnost in rečite si, ja, vam želim iz srca in ne upravičujte se, ker se vam ni potrebno. Ugotovite, da ste čudoviti in to je začetek lepe poti. Okay. Ima kdo kakšno vprašanje? Izvolite. Dobar dan. Mene pa zanima izobraževanje. Kje, kako, glede na to, da sem prebrala, da Anja Petrovič je edina falsificirana, kako do nje priti? Hvala za vprašanje. Vse informacije v zvezi s Tesla metamorfozo najdete na teslametamorphosis.com. Tam so razpisana tudi vsa šolanja. Na tem sajtu se pač upišete in boste obveščeni avtomatsko. Šolanja so ravno minila pred 14 dnevi, tako da prihodnje leto spet. Res je, Anja je edini učitelj, midva z Rino sva edina mentorja, kao, a ne? In potencialna učenca tudi kao. Tako da, ko dobimo signal, da bomo lahko štartali tudi ostali, ste tudi povabljeni v najino družbo, pa potem upam še v družbo mnogih. Ker tisto, kar je človek ugotovi skozi prakso, a vam je dobro, ne? Tako izgleda pol človek po Tesla metamorfozi, običajno se smehlja in stranski učinek Tesla metamorfoze za ženski del je pomlajevanje, tako da pridite. Ne, šalo na stran. Fino je, ta izobraževanja so pomembna samo zaradi tega, da mi ozaveščamo to. Jaz sem prepričan, da v prihodnosti se bo zgodil to spontano, ta prenos. A veste, ker mi ne vemo, ali sploh iniciacija, prihaja do iniciacije, ne. Vemo samo, da kdor pride s to namero, se udeleži teh srečanj oziroma šolanj, se mu zgodi nek preskok, ki ga ne razumemo. Se ga pa da zaznati PIP kamero, se pravi poliinterferenčno fotografijo, tako kot so ugotovili, da so. In zanimivo je, da tisti, ki prakso izvajamo, klele imate 3, tam vas čakajo še 4 na točki, res vas povabim, da preizkusite. Tisto, kar je pomembno, je to, da lahko dela popolnoma vsak. To je čuden razumeti, za mene je pa to velik znak. A veste, zakaj je to velik znak? Ker to vsi v sebi nosimo. Mogoče za konec, da vam povem, kaj je meni zanimivo, tako skozi toliko in toliko izkušenj. Kaj nam je skupnega? Kako odhajamo z izkušnjo Tesla metamorfoze naprej v svet? Velika večina, ali pa dajmo reči, kar vsi čutijo notranji mir. To, kar ste vi občutila. Naj vas razveselim, to traja, žal mi je.
Se pravi, notranji mir nam je skupen. Skupno nam je to, da se soočamo s stvarmi, ki so morda nevšečne na prvo žogo, z neko lahkotnostjo oziroma z nekim vedenjem zmorem. To je tudi zelo pomembno v naših življenjih, ker se veste, živimo na zemlji in se spomnim, da na začetku, ko začnemo s tem delom Anerina, ko se človek izpostavi, to tako zgleda, a ti pa nikoli ne dobiš gripo, ojajo, in to fino, a ne? Pa tudi korono smo staknili, ker so bili vsi klienti anticepilci, a ne? In to smo jo dobili kar 3-krat, ker nihče ni prišel cepljen, ker alternativa je ob tej priliki pomembno razložiti, to vrstna ne izključuje zdravniških obravnav. Kar pomeni, da nekdo, ki ima raka, sprejme zdravniško pomoč in ga premaga. Nekdo, ki ima raka, ne sprejme zdravniške pomoči in zmore. S čim? Z vedenjem, z notranjim ključem. In tisto, kar je zelo dragoceno, pa mogoče odlično za zaključek, premalo cenimo vsakršno znanje. Ni dobro, da se odrekamo tistemu, kar čutimo v sebi, da je prav. In pri meni se je zgodilo pred kratkim, pride moški z rakom na prostati, pravi, lejte, ne vidim prihodnosti. Pripeljala ga žena, sem rekel, ženo imate pa rad? Ja, imam. Meni so ponudili A, B, odločen se na odstranitev, odločen se za, recimo, iz prakse, kako to zgleda. Kaj bi vi naredil? Sem rekel, pustiva mojo prostato, vi ste tukaj zase, jaz sem za vas tukaj. In ko sem ga vprašal na naslednji seansi, a že veste, je rekel, ne vem. Sem rekel, pa želite živeti? Ja. Torej veste, vem. In se je odločil prav. A veste, pomembno je, da si začnemo zaupati sebi, svojemu šepetu. Ker telo, bolečina ni nič drugega kot komunikacija telesa z vami. Bolim te. Povej mi, bodite pogumni, vse vas nihče ne sliši, vprašajte se, ko vas bo naslednjič nekaj bolelo. Povej mi, boste presenečeni, ker boste dobili odgovor. In recite si ja, tako da z moje strani. Šolanja so, enkrat na leto, ko jih bo več, javimo. Še kakšno vprašanje? Hvala vam za to, da ste si vzeli trenutek zase, pa za nas, da vam pokažemo mogoče neko dodatno pot. Sem vesel.